Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem transformacijski mentor. Danes bi rad povedal par besed vsem tistim, ki imate težave pri odločanju. Joj, Miran, ne vem, kaj naj naredim. Ne morem se odločiti, ne morem izbrati, s katerim poslom bi se začel ukvarjati. Ne morem izbrati, kaj bi počel v življenju. Ne morem se odločiti. Poglejte, v bistvu ta odločitev je zelo pomembna in v bistvu odločitev ni pomembna. V življenju smo neštetokrat slišali in poslušali, da so naše odločitve zelo pomembne. Najbolj pomembno je, da se v življenju pravilno odločiš. A res? V bistvu ja in v bistvu ne. Najbolj pomembno v življenju je dejansko, da se premakneš naprej. In moram vam reči, da vsi tisti, ki ste poslušali o teh odločitvah od raznih gurujev, osebne rasti, ne vem, kakšnih pametnih marketing strategov in karkoli, glejte, v bistvu to je vse skupaj po angleško bullshit ali po domače eno navadno sranje. Ker v bistvu ta teža neke odločitve, ki jo imamo v sebi, je dejansko prevelika. Ogromno ljudi srečujem dnevno, se pogovarjam, ki dejansko ne vejo, kako bi se odločili in kaj potem naredite. Poglejte recimo v vsakdanjem življenju. Recimo bliža se vikend in potem, kaj bomo danes jedli, kaj bomo danes skuhali, kam bomo danes šli, a bi šli v Bohinj, a bi šli v Bled, a bi šli v Kranjsko Goro. In kaj potem dejansko rezultat? Je mogoče najboljše, da kar tukaj na kavču obsedim in gledam mogoče kaj na televiziji, mogoče lahko zapravim spet malo mojega dragocenega časa na internetu. To je v bistvu pač karikirano neke naše dnevne odločitve, kjer imamo probleme. Ne vem, kaj naj naredim, ne vem, kaj je moja srčna želja, ne čutim in tako naprej. To je v bistvu, kot sem rekel, eno navadno sranje, ki smo ga poslušali in prebirali na internetu in od raznih coachov, gurov in tako naprej. Glejte, ni pomembno, kaj se odločimo. Seveda je pomembno, kaj se odločimo, ampak najbolj pomembno je, kaj iz tega naredimo. Če ne vem, kaj bi počel v življenju, ok, v redu. Kaj je prva stvar, ki v tem trenutku pride meni na misel? Kaj je prva možnost, ki se mi enostavno pojavi? Seveda je pomembno, da pač čutim, da imam te stvari, bom rekel, da čutim svojo srčno željo in vse te stvari in tako naprej. Ampak to je spet neko eno navadno sranje, ki smo ga poslušali in mu že verjamemo. Tolikokrat smo to že slišali, da dejansko verjamemo. Glejte, kot sem rekel, ne veste, kaj bi delali v življenju, ne veste, za kakšen posel bi se lotili. Lotite se nekaj, začnite delati, prijavite se na razpis, pojdite pogledat in potem boste videli, ok, v redu, ne vem, kaj bi počel, ok, mogoče, kaj pa mrežni marketing? Ok, kateri mrežni marketing? Amway, Golden, Uno, tretje, četrto, to je spet brez veze. Spet smo v nekem na razpotju, kam naj grem? Naj grem naravnost, naj grem levo, naj grem desno, spet je čisto brez veze. Odloči se za eno pot, ok, grem pogledat Amway, potestiram Amway, mogoče delam en teden, en mesec, mislim, bistvo je, da začnete, dejansko potestiraš, vidiš, po poti rešuješ. Mogoče, ko bom začel delati Amway, se mi potem odpre neka pot, neki my way, karkoli že je. Ampak dejansko, ko grem v akcijo, preko izkušnje, ko naredim izkušnjo, potem vem, ok, to je bilo super za mene, to mi ustreza, ok, nadaljujem v tej smeri. In ko greš ti v akcijo, akcija dejansko zažene energijo in zažene proces in potem po poti se ti sproti dogaja in sproti gledaš, ok, v redu, pač ni Amway, grem v Golden, grem v to, ne vem, karkoli že imate, tudi Herbalife, sej nobenega problema. Ali pa v neko, karkoli.
Dejansko bistveno je, da se odločiš in da se odločiš v tem trenutku. Če to poslušaš in če ne veš, kaj bi počel v življenju, enostavno se odloči. Nekaj grem, v redu, grem raznašati pošto. Nobenega problema. Plejte, če si brezposeln, če ne veš, kaj početi v življenju, ali pa če imaš neko službo ali pa karkoli, bistveno je, da narediš prvi korak. In potem rešuješ stvari po pošti. V redu, po poti, ne po pošti. Okay. Mislim, da grem raznašati pošto. In potem pač ugotovim po poti, ali mi vstajanje zjutraj ob 4 ustreza, ali mi pač zadeva ustreza. Prva stvar, ki je najbolj pomembna, je, da se odločite. V tem trenutku greste v tisto smer, ki je v tistem trenutku najbližje temu, kar čutite. Tako kot sem rekel, to, da dejansko rabite odkriti svojo odločitev. Ok, bom rekel takole. Do končnega rezultata lahko pridete na 2 načina. Ampak od tega, kdo ste in na katerem nivoju ste, je odvisno, kakšna je vaša pot. Glejte, če jaz iščem službo, potem seveda prva duhovna pot, razsvetljena pot je, da ostanem na tem stolu, meditiram, se prepuščam, čakam na vdih in čakam dejansko, da pride prava informacija. Da pride ideja, koga naj pokličem, da pride rešitev in tako naprej. Vrhunska opcija. Jaz se te opcije vedno poslužujem. Ampak razlika med mano in mogoče med vami je, da sem jaz to opcijo natreniral in da jaz ta navdih dobim v sekundi. Če v sekundi ne dobim rešitve, če v sekundi ne dobim ideje, potem grem v drugo opcijo. In druga opcija je pač, da grem in kličem, halo. Bi mogoče koga rabili, lahko naredim to in to, lahko v vaše podjetje lahko doprinesem to, v vaše podjetje bi lahko izboljšal to in to, bi mogoče rabili nekoga, lahko pridem na razgovor. To pomeni, prva opcija je, ki jo pač večinoma delate in z nje nič ne naredite, je, da cel dan sedite in meditirate in čakate na idejo, ki jo boste začutili, ampak ta ideja ne bo prišla, ker pač da bi to lahko prišlo, morate biti natrenirani. In druga opcija je, da enostavno greste v akcijo. Hočem novo službo, hočem ne vem kaj, iščem tole, ono, tretje, enostavno ne vem kaj bom šel na počitnice. Ok, pejdi v turistično agencijo, naj ti tam dajo razpored in potem cek. In prva stvar, ki je možna za tebe, enostavno se odloči in potem boš vedel, ok, Tunizija mi enostavno ne paše, Grčija mi ni všeč in ne grem nikoli več, drugo leto grem v Španijo in tako naprej. To pomeni odločitve, da se mogoče na kratko dotaknem samo, v čem je problem teh naših odločitev. Teža teh naših odločitev je pač naša izkušnja iz mladosti, ker smo dejansko vedno bili, bom rekel, dejansko posledice naših odločitev so bile vedno problematične. Ko si se nekaj odločil, je bilo vedno v našem otroštvu, v kogarkoli, ogromno nekih obtoževanj. Sem ti rekla, recimo mama, smo ti svetovali tako. Dejansko v našem otroštvu nismo bili vzgajani na način, da bi lahko bili kreativni, da bi lahko testirali, da bi lahko poskušali, da bi lahko naredili, eksperimentirali. Ok, poskusim to in potem, In ker nekdo, ki eksperimentira, ki poskuša, je v družbi pač, a ti še zdaj ni jasno, pa daj se že odloči, pa tole, pa moraš pravilno in če ne boš pravilno, bo cela groza in če začneš posel in če ugotoviš, da ta posel ni v redu, mislim, to je dejansko, razumete, vse te stvari, ki smo jih poslušali celo življenje, so tako težko padle na nas, vsa ta obtoževanja, vsa ta navlaka, da dejansko sedaj se bojimo prevzeti nekaj odločitev. Kaj pa, če se narobe odločim? Ok, kaj, če se narobe odločiš? Nobenega problema, samo odločiš se in greš drugače. Drugam. Glejte, si na neki poti in dejansko ne veš, kam bi šel. Ok,
Grem danes naravnost, te poti sicer ne poznam, seveda potem si vzamem uro, imam uro, ne, in rečem, čez 1 uro moram biti doma, to pomeni, če ne poznam poti, moram iti pol ure v eno smer in potem pol ure nazaj. Ne. In če po 15 minutah ugotovim, da je ta pot nekam čudna in da mi ne ustreza, potem se samo obrnem, nobenega problema. In isto je v življenju. Če se odločite za neko smer, za nek posel ali za nek odnos, vse je isto, partnerstvo je isto, odnos z intimnim partnerjem ali odnos z poslovnim partnerjem je isti. Ne. To pomeni, se odločiš in potem, če po poti ugotoviš, ne, da dejansko ti ta stvar ne ustreza, potem se samo obrneš in odločiš drugače. Joj, Miran, ampak če se jaz kar odločim, potem bom lahko naredil napako. Res je, lahko boste naredili napako. In dejansko se poznate tisto, ne? Izkušnje so posledica napak, ki smo jih storili v preteklosti. Ne? Dobre odločitve so posledica dobrih izkušenj, ali kako že tisto gre, in te dobre izkušnje so posledice slabih odločitev. Ja, seveda, naredili boste napako, to se že sprijaznite, ampak to je super, saj ni nobenega problema, če naredite kdaj kakšno napako. Vsi delamo napake in na napakah se učimo in postajamo modrejši. Ne? Seveda lahko se učiš od svojih napak, lahko nekoga vprašaš in potem se pač učiš od njegovih napak in tako naprej. Ne? Zagotovo boste sprejeli napačno odločitev, zagotovo boste naredili napako, ampak to je del življenja in to ni nič narobe. In tisto, kar ste v preteklosti poslušali, da je problem, če naredite napako in vam je spet nekdo rekel, da ne to id in tako naprej in vi ste ravno tam šli no, a vam že prej ni bilo jasno, pa bi morali poslušati, pozabite vse to. Ne? To je v bistvu spet en navaden bullshit, eno sranje. Moramo biti svobodni, dejansko seveda prevzeti odgovornost, ampak dejansko bodimo free. Ne? Odločim se, ne? In na ta način treniram moje odločitve in potem pač, kljub temu, da sem se odločil, dobiš izkušnjo, koliko časa vztrajati, ne? Kdaj je treba iti naprej in tako naprej. Ne? Ker, glejte, ogromno ljudi poznam, ki dejansko ob prvi odločitvi, ne, če stvari ne tečejo gladko, joj, to mi pa ni namenjeno, joj, mogoče pa to ni zame. To je spet nek bullshit, spet neko sranje. Če vprašate vsakega uspešnega človeka, pač treba je se prebiti skozi neke stvari, ampak to je že tematika za nek drug video. Ne? To pomeni današnjo, da si nekaj zapomnite. Osvobodite se teh spon preteklosti, preteklih obtoževanj, preteklih teh težkih misli, konceptov, prepričanj o teh odločitvah, ne? In se enostavno odločite. Ne vem, kaj hočem, v redu, kako boš ugotovil. Na tem stolu zelo težko. Ugotovil boš po poti, ugotovil boš s tem, da boš delal izkušnje, in mogoče kakšna izkušnja ne bo prijetna, ostale bodo zagotovo prijetne. Tako da v bistvu ključ je v akciji. In če danes poslušate in če ne veste, kako, upam, da sem vam dal malo inspiracije, da sem vam dal malo novega znanja, enostavno odločite se in potem boste reševali po poti. Tako da želim vam en čudovit dan, ene čudovite odločitve in vas do naslednjič pozdravljam.